Potem pa dober večer vam, dragi glasbeniki, dragi glasbenice. Ne veste, kako sem jaz srečna, ker ste končno pri nas, na tem krasnem grajskem dvorišču. In res sem vesela, da je to tudi v času, ko praznujete 30 let delovanja. Se upravičujem, ker vam malo hrbet kažem, ampak zdaj za sekundo so oni važnejši. Mislim, ves čas so važnejši, ampak ne, tako. Ker je res lepo, da del svojih prazničnih dni, v bistvu nekako del svojih prazničnih dni povezujete tudi z Brežiškim gradom. Oziroma s tem prizoriščem, v katerem ste naši redni gosti, tako bolj posamezno vsi, a ne da, pa v različnih drugih priložnostih, ampak kot simfonični orkester Glasbene šole Krško pa prvič in res velika hvala. Tako, zdaj se pa vrnimo v 17. junij leta 1515. Mogoče veste, kaj se je takrat dogajalo v Brežicah. Kmečki upor, tako ja. Po zadnjih podatkih naj bi ravno na ta dan kmetje opustošili predhodnico tega našega gradu, ujeli zloglasnega Marka iz Klisa, pobili, seveda, to so bili taki časi, celotno posadko in zažgali ta grad. Danes, toliko let, več kot 500 let, koliko je zdaj, 508 let, po tem dogodku, bomo danes zažgali grad na nek drug način. Z glasbo, z lepim vzdušjem, s posebno nočjo, poletno muzejsko nočjo, ki ima še posebno moč. Posebno moč, tokrat tudi res zaradi naših gostov, simfoničnega orkestra, Glasbene šole Krško in še enkrat hvala vsem, ki ste zaslužni, da bomo danes tako lepo uživali. Torej, čas je, da predam ta oder našima tudi gostoma, Vitki Kuselj in Alešu Tuhtarju. Vitko poznate zagotovo, tudi to sem srečna, da enkrat pa pri nas, a ne da. Ne vem, če ste že kdaj, a ne da ne. Ja, tako da se začenja nova karijera, ne. Ne bo samo v Krškem povezovala in predstavljala izjemne dosežke, ampak je sedaj tudi delno Brežičanka. Malo se pohecamo, gospod Tuhtar je pa Sevnica, ne da. Tako da celotno Posavje danes v Posavskem muzeju Brežice, ki povezuje to območje od Radeč do meje Kostanjevice na Krki, Bistrica, z vsemi vami, ki ste naši prijatelji in tudi s hvaležnostjo, ker je z nami podžupanja naše občine, sedežne občine. Ta je najbolj pomembna zato, ker je tudi grad v njeni lasti, naša draga Mojca Florjanič, tako samo živjo. En aplavz za vse vas. Čaka nas en krasen večer, najprej s koncertom, potem z eno otvoritvijo izjemne razstave, ki vas čaka tam zraven. Verjamem, da ste si vzeli celo noč in da začnemo krasno z izjemno glasbo v letu, ki ga letos še bolj namenjamo sluhu. Veste, da imamo podobljenih 5 čutov na našem stopnišču, vsako leto poudarjamo kakšno zgodbo, letos podobitev sluha. In kaj lepšega kot to, da lahko prisluhnemo, da lahko poslušamo glasbo in da uživamo v njej. In to nam bo danes omogočeno v polni meri, tako da lahko odprete še druge čute, uživajte in hvala vam za to, da ste me sedaj poslušali. Zdaj pa res predajam gospa Vitka in gospod Aleš, prosim. Spoštovani obiskovalke in obiskovalci, cenjeni gostje, nocoj z veseljem in ponosom pozdravljamo nastop Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško, ki je po dolgih letih praznine na tem področju združil zagnane glasbenike, bivše in sedanje učence ter učitelje Glasbene šole Krško. Seveda na pobudo profesorja Draka Gradiška. On orkester tudi vodi. Prvo skupno vajo so imeli v lanski jeseni leta 1992. Danes, dobrega pol leta kasneje, pa bodo prvič javno nastopili. Se sprašujete, zakaj gospa Vitka govori o letu 1992?
Prav s temi besedami je pred 30 leti napovedala prvi javni nastop Simfoničnega orkestra Glasbene šole Krško, prav gospa Vitka, ki ima po 30 letih še vedno čudovit glas in stas. Meni pa je v veliko čast, da bova danes skupaj z njo vaša gostitelja v tem prelepem objemu Brežiškega gradu. Orkester pa ni orkester, če ni dirigenta. Orkester Glasbene šole Krško in dirigent Peter Gabrič. Da, prej sem res prebrala točno tiste besede. Na srečo sem jih ohranila, vidite, vse prav pride. Od prvega javnega nastopa leta 1993 do danes se je nateklo toliko spominov in nanizalo toliko uspehov, da lahko govorimo o več kot plodnem in bogatem obdobju orkestra, ki je s svojim delom neizbrisno zaznamoval in dopolnil glasbeno podobo Krškega. Spoštovani, vabljeni, da nocoj skupaj ustvarjamo spomine za naslednjih 30 let in več. Kajti delo orkestra dopolni svoj smisel šele v stiku z vami, poslušalci, ki izpričujete tiho povezanost z njim. Tako kot glasba z lirično pajčevino povezuje srca in duha. Italijanski skladatelj Ottorino Respighi je večino svojih orkestralnih del posvetil Rimu. V tako imenovano rimsko trilogijo je združil 3 simfonične pesnitve. Srednjo izmed njih je naslovil Rimske pinje. Orkester bo odigral 4. del te pesnitve z naslovom Pinje ob poti via Appia.
otrok profesorja Draga Gradiška. On mu je s svojim prizadevanjem in strokovnostjo začrtal pot uspeha. Eno je neizpodbitno, kar si je zamislil, to je dosegal. Člani orkestra so mu sledili kot čarobnemu uroku. Taka zvestoba je vredna najlepših besed. Že leto po ustanovitvi so organizirali prvo revijo simfoničnih orkestrov. Nato so izdali prvo zgoščenko. Dvakrat nastopili v Cankarjevem domu. Gostovali so v Švici in tudi v Španiji. Posebej pa moramo izpostaviti dva velika projekta z domačimi ustvarjalci. Glasbeno dramo Vražje dekle in glasbeno-scensko dramo oziroma rock opero Rock Kurent. Mogoče se včasih premalo zavedamo, kako pomembno poslanstvo opravljajo naše amaterske skupine. Za dolgoletno ljubiteljsko kulturno dejavnost je naš orkester dobil srebrno jubilejno priznanje. Na slavnostnem koncertu v Krškem mu jo je podelil predstavnik Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Skladba Otrok je rojen je džezovski instrumental, ki jo je napisal jazz trubentač Ted Jones. Kasneje je bilo skladbi dodano tudi besedilo. Vsebina je prepuščena domišljiji, ki jo naslov spodbudi. Nas pa naj nocoj popelje k začetkom orkestra. Gre namreč za eno prvih skladb, ki jo je orkester Glasbene šole Krško posnel v studiu 14 Radia Slovenija. Za naslednjo skladbo prepustil
dirigentsko palico prvemu dirigentu. Skladbo Ohridski biser je avtor posvetil južnemu delu naše nekdanje skupne domovine, kjer je veliko let služboval. Nekje sem prebral, da gre za izjemno skladbo, ki se poda v vsak koncertni program orkestra z ambicijo, kar pa Simfonični orkester Glasbene šole Krško zagotovo je. Drago, vaše staro mesto vas čaka.
ustanov, tako vladnih kot nevladnih. Naprimer, danes se lahko sprehajate tudi po Državnem zboru in spoznavate arhitekturo in umetnost, ki jo tudi Državni zbor predstavlja. Ali pa recimo lahko pišete tudi kakšne izmed univerzitetnih zbirk ali pa samih seveda tudi stavb. No, mi bomo pa sedaj iz glasbene umetnosti prešli v večzvrstno umetnost, bomo lahko rekli. Zdaj bomo vstopili v naš prostor pod izjemno Viteško dvorano, ki je tudi izjemen prostor. Ima en tak poseben značaj, še posebej nas pelje v stoletja in seveda ima tudi, bi lahko rekli, veliko moč. Tako kot mi, slovenski muzealci, verjamemo, da ima poletna muzejska noč posebno moč, kajti danes v 65 krajih se odvija na 177 prizoriščih več kot 360 dogodkov. Žal v Mariboru tudi nekaj dogodkov povedanih, ker nekako mestna občina Maribor se je odločila, da v manjši meri podpira tako kulturo, tako institucionalno kot nevladno. Tako da tudi je recimo ta noč lahko eno sredstvo, ki upamo, da ki vpliva na to, da je treba podpreti dejavnosti, da je kultura nepogrešljiv del naše družbe, da prinaša ne samo, kaj bi rekla, stroške, če kdo tako gleda, ampak da predvsem prinaša veliko kakovost življenja. In kakovost življenja, ki jo merimo tako z uživanjem, ne samo uživanjem, da je krasno lepo, ampak da imamo možnost užiti nekaj posebnega, da lahko smo v dialogu s tistimi, ki imajo malo več talenta, kot ga imamo mi, ki nam dajo to, svoje razmišljanje nam v roke, kateremu lahko veliko tudi mi dodamo. In to je tudi ta zgodba, ki jo predstavljamo v tem prostoru. Rekla sem, da vam bo, tako skrivnostno govorim, ampak da je za nami nekaj, kar bo spremenilo nas in bo z imenom Morfej, Morfej, Bog, ki ima kontrolo nad našimi sanjami oziroma jih lahko se oblikuje, jih lahko spreminja in mislim, da je res naslov prav odličen, ker si mislite zdaj, kaj govori, čakamo, da ne bom dolgo govorila, kajti tukaj imam ob sebi magistra Zorana Pozniča, večstranskega umetnika, večstranskega povezovalca ustvarjanja in tudi nekih družbenih tokov. Trenutno je tukaj kot Zoran Poznič, kot umetnik, kot kulturni delavec. Mogoče boste pa, če boste šli na občino Trbovlje, ga srečali tudi v pisarni župana. Ampak da ne sprašujejo, kaj že točno počneš, zato te zagovorim. Ampak danes je pa tukaj z nami, ker smo res počaščeni, da smo lahko v ta dogodek vključili tudi njegovo sodelovanje z našo drago Vesno Davidovič, našo prijateljico muzeja, našo prav tako vsestransko likovno umetnico predvsem, ki je v zadnjih letih svoje delo nadgrajevala, nadgradila in jaz mislim, da je to, kar nas čaka, jaz vem, vi ne veste, ampak malo suspenza, je res nekaj izjemnega in jaz sem to videla v Mariboru najprej, v tej ustanovi Kibla in ne veste, kako sem bila spet srečna, ko je rekel Zoran, no, pa se to mi lahko premaknemo tudi v Brežice. Ni bilo čisto enostavno, ampak o tej poti in vsem tem pa seveda prosim Zoran, da spregovoriš ti. Hvala. Alenka, hvala za besedo. Čisto na kratko. Zdaj to, kar je za tisto črno luknjo tam za mano, v resnici na en način predstavlja bodočnost likovne umetnosti. To je en posrečen spoj snovnega slikarstva, takšnega, ko ga poznamo, se pravi štafeljnega, abstraktnega, katerega avtorica je Vesna Davidovič. Umetna inteligenca se potem s to njeno sliko poigra. Umetna inteligenca dobi podatke o zgodovinskih slogih, o poteh likovnih teorij in potem na temelju tega skuša
spreminjati njeno sliko, dopolnjevati, pravzaprav ponuditi tisoč in eno možnost vsega, kar se da na tej sliki potem zgraditi. Ampak vedno izhaja iz avtoričenega dela, osnovnih postulatov, temeljev slikarstva, Vesninega slikarstva, na ta način ne spreminja. To je plod dela laboratorija za virtualne raziskave v Mariboru in sodelovanja z Vesno, kot eno najbolj uspešnih abstraktnih slikark trenutno na Slovenskem. Ta projekt je bil nagrajen na mednarodnem festivalu v Kranju, razstavljen na največjem festivalu novomedijske umetnosti Kiblix v Mariboru in sedaj je tudi pred vami. Projekt pa v resnici govori o eni dvojni zgodbi. Sama Morfija, kakorkoli jo pač interpretiramo, se ukvarja s sanjami, s sanjskimi podobami. In ravno tako, ko mi, ko se zjutraj zbudimo, ko se skušamo spomniti svojih sanj, se pogosto ne vprašamo, ali sanjamo v barvah, ali sanjamo trodimenzionalno, ali vidimo samo ploskve in tako naprej. In v resnici cela vizualna, likovna umetnost od svojega nastanka je posvečena v resnici temu raziskovanju, kako prevarati človekovo oko. In tisto, kar se na dveh dimenzijah dogaja, je nekako določeno. Zraven Vesnine slike boste videli tudi hologramsko, trodimenzionalno lasersko podobo, ki je pa neulovljiva in je sanjska. Se pravi, da se ta projekt v resnici ukvarja z dvojnim razmerjem. Z razmerjem med vizualnim in likovnim in med snovnim in nesnovnim. Kakšno mnenje in kako bo se to dotaknilo vseh vas, ki boste to videli, pa seveda avtorica in umetna inteligenca v resnici prepušča vam. Moram samo to povedati, da gre zahvala tudi tu predvsem Alenki, da se lahko Vesna na tako visokem nivoju predstavi v resnici svoje domači publiki. Sicer bom tako in tako prosil za par besed potem, ko jaz neham. In zahvala se pravim Posavskemu muzeju predvsem in pa zahvala tudi vsem programerjem, mojim programerjem tam v Mariboru, ki so pomagali še danes zjutraj, da je vse tako, kot mora biti. Tako da jaz upam, da vam bo užitek, v razmislek, da se vam bo vzpostavilo polno enih vprašanj, na katerega včasih nimamo odgovorjev, včasih jih pa najdemo. Tako da, Vesna, prosim za par besed. Hvala Zoran, hvala Alenka, hvala vsem vam, ki ste se odzvali na ta lep večer. Iskrene čestitke ob muzejski noči, da ste našli v sebi to, da podpirate kulturo in podpirate umetnost, da jo želite čutiti in živeti. Vse vljudno vabim zdaj, da vstopite v moje sanje in boste videli, kako pa jaz doživljam kulturo, umetnost in to željo, da bi v Brežicah bolj kulturno in umetniško zaživeli. Hvala. Gremo, kar izvolite naprej. Edini, ki priča o inovativnem načinu preskrbe z vodo na ravninskih območjih v začetku 20. stoletja. Po prizadevanju